Če si v svetu kriptovalut, že veš, da pravočasnost pomeni vse. Leta 2025 bodo nekateri projekti naredili ogromen vtis, bodisi s premikanjem meja tehnologije, pridobivanjem širše uporabnosti ali celo s preobrazbo celotnih industrij. Ampak s tisoči kovancev, ko veš, kateri so zares pomembni. To je ravno tisto, kar bomo danes razčlenili. Do konca tega videa boste vedeli, kateri projekti vodijo to igro, zakaj so posebni in kateri ključni trendi bi lahko oblikovali letošnji trg. In če si slučajno misliš, bom pogledal kasneje, predlagam, da ne. Kripto se giblje hitro in zgodnji vpogledi so lahko odločilni med tem, a ujameš priložnost ali jo zamudiš. Raziskali smo zadevo, analizirali trende in smo tukaj, da ti damo informacije, ki jih potrebuješ, da ostaneš korak pred ostalimi. Pa seveda, to ni finančni nasvet. Tudi če smo opravili še toliko raziskav, ne moremo dejansko napovedati prihodnosti, tako da pazljivo naprej. Ko govorimo o kriptovalutah z resničnim potencialom za rast, ta projekt izstopa iz vseh pravih razlogov. Po impresivnem porastu za 125% po ameriških volitvah se je sedaj ustavil na ključni tehnični ravni. Tisto, kar trgovci imenujejo zlata Fibonacci cona, točka, kjer se pogosto spremeni smer gibanja in se lahko pričakuje nov izbruh. S podporo 200-dnevnega drsečega povprečja tehnični kazalniki nakazujejo možnost porasta za 57% proti vrednosti $8.11. Ampak cena je le del zgodbe. To, kar projekt resnično dela zanimivega v letu 2025, je dogajanje v ozadju. Problem z razširljivostjo je že dolgo ena največjih težav v kriptosvetu. Ko je blockchain preveč priljubljen, transakcije upočasnijo, pristojbine se zvišajo in celoten sistem zamuja. Ta projekt pa je rešil ta problem na način, kateremu malo kdo sledi. Namesto, da bi se zanašal na eno veliko mrežo, se razdeli na manjše in bolj obvladljive dele, ki med seboj sodelujejo. Ta postopek imenujejo sharding. To pomeni, da se ne le prilagaja povpraševanju, ampak tudi raste skupaj z njim. Rezultat? Hitrejše transakcije, nižje pristojbine in brezhibna izkušnja za uporabnike in razvijalce. Tudi številke adopcije govorijo same zase. V zadnjem letu je blockchain doživel ogromen porast aktivnosti. Sedaj ima več kot 40 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov, kar je velik skok v primerjavi s prejšnjim letom, ko jih je bilo le 7 milijonov. Dnevno z njim sodeluje okoli 4 milijonov ljudi, ki opravijo več kot 8 milijonov transakcij vsak dan. Takšna resnična uporaba ni le impresivna, ampak je dokaz, da to ni še en kriptoprojekt, ki je nahajpan, ampak se dejansko uporablja. Še bolj vznemirljivo pa je, kako enostavno je za razvijalce graditi na tej platformi. Nekateri blockchaini so znani po strmi učni krivulji, ki zahteva posebna znanja in kompleksno programiranje. Ta pa je zasnovan tako, da je intuitiven in prijazen do razvijalcev, s čimer odpira vrata vsem talentiranim ustvarjalcem. Ekipa za ta projekt ne čaka, da se razvijalci sami pojavijo, aktivno spodbuja inovacije. S pomočjo iniciativ, kot je Near Horizon, zagotavljajo finančna sredstva, mentorstvo in priložnosti za networking za nove projekte. Ustvarili so tudi most do Ethereuma, s čimer je omogočeno premikanje sredstev med omrežji ter orodjarno za razvijalce, ki poenostavlja celoten postopek zagona decentraliziranih aplikacij. In pozornost ne usmerjajo samo posamezni razvijalci. Institucije se tokrat resnično zanimajo. Z energijsko učinkovito zasnovo in visoko razširljivostjo se ta blockchain pozicionira kot resen tekmec Ethereumu in Solani. Ko vedno več
več podjetij in investitorjev išče trajnostne in razširljive alternative, postaja jasno, da ima ta projekt infrastrukturo in zagon, da bo igral pomembno vlogo v prihodnosti Web3. Seveda pa nobena naložba ni brez tveganja. Medtem ko nekateri analitiki predvidevajo potencialno cenovno območje med 12 in 15 dolarji v močnem trgu, lahko konkurenca in regulativni izzivi vplivajo na njegovo pot. Kljub temu je ena stvar jasna. To je projekt, ki ne le preživi v kriptosvetu, ampak raste, se razvija in se pripravlja na dolgoročen uspeh. S svojim robustnim ekosistemom in naraščajočo adopcijo bo leta 2025 pustil velik pečat. Medtem ko NIR optimizira dostopnost za razvijalce in rast ekosistema, se nek drug blockchain osredotoča na nekaj drugega: hitrost, učinkovitost in visoko zmogljivo infrastrukturo. Naslednji projekt je zaradi svoje sposobnosti, da obdeluje transakcije hitreje kot skoraj katerikoli drug blockchain, pritegnil veliko pozornosti. Med trgovci NFT, uporabniki DeFi in institucijami, ki iščejo praktične blockchain rešitve, je zelo priljubljen. Seveda pa ni brez težav. Od zastojev v omrežju do vprašanj o dolgoročni stabilnosti. Kljub temu pa so zadnje tehnološke nadgradnje, naraščajoča dejavnost razvijalcev in močna institucionalna podpora pokazali, da ga čaka veliko leto. Poglejmo si podrobneje Solano. Blockchain, ki še naprej poriva meje tega, kar je možno. Od svojega zagona leta 2018 si je Solana prislužila sloves enega izmed najhitrejših in najučinkovitejših blockchainov. V nasprotju z omrežji, ki se spopadajo s preobremenitvijo in visokimi pristojbinami, Solanina edinstvena metoda Proof of History omogoča izjemno hitro obdelavo transakcij ob nizkih stroških. Samo v decembru 2023 je Solana opravila več kot 40 milijonov transakcij, kar jasno kaže, kako razširjena je uporaba tega omrežja. Ampak Solana nima le surove hitrosti, zgradila si je cvetoč ekosistem, ki postaja glavni igralec v DeFi, NFT in Web3 aplikacijah. Dejavnost razvijalcev je eksplodirala, saj so oglasi za Solana povezane delovne pozicije v zadnjem letu narasli 6-krat, kar kaže na močno zaupanje v industriji. Uporabniška baza je v novembru 2024 dosegla 6,4 milijona dnevno aktivnih uporabnikov, kar kaže, da povpraševanje po Solana aplikacijah še naprej raste. Seveda pa hitra rast prinaša tudi izzive. V preteklosti se je Solana spopadala s preobremenitvijo omrežja in občasnimi izpadi, kar je dvignilo skrbi glede njene dolgoročne razširljivosti. Vendar pa ekipa Solane aktivno nadgrajuje omrežje in je uvedla Solana 2.0, s katero so izboljšali varnost in razširljivost, na primer z uporabo dokazov z ničelnim znanjem ali Zero Knowledge Proofs. Te nadgradnje so namenjene temu, da omrežje postane bolj odporno in učinkovito ter reši nekatere težave, s katerimi so se uporabniki srečevali v preteklosti. Glede trga je Solana ena izmed najbolj uspešnih kriptovalut, analitiki pa vidijo velik potencial za leto 2025. Napovedi cen se gibljajo med 220 in 750 dolarji, odvisno od pogojev, hkrati pa močna institucionalna podpora, na primer partnerstvo z Google Cloud, dodatno utrjuje njen položaj kot resnega tekmeca Ethereumu. Ko gledamo naprej, Solanina osredotočenost na hitrost, rast med razvijalci in praktične primere uporabe jo dela eno izmed najbolj zanimivih blockchain omrežij za spremljanje v letu 2025. Ampak hitrost in razširljivost nista edina dejavnik, ki lahko pripomoreta k uspehu kriptovalute. Včasih lahko moč skupnosti, kulturni vpliv in preprosta internetna viralnost prav tako močno vplivajo. To nas pripelje do enega najbolj nepričakovanih, a hkrati zelo vplivnih igralcev v svetu kriptovalut. Kovanca, ki se je začel kot šala, a se je razvil v večmilijardni fenomen. Poganjajo ga mimi, družbena omrežja in poznani podporniki in še vedno uspeva na načine, ki jih nihče ni pričakoval. Poglejmo torej Dogecoin, meme, ki se je spremenil v globalni
movement. Dogecoin ni bil ustvarjen za resno jemanje. Začel se je decembra 2013 kot parodija na Bitcoin in je bil narejen, da se pošali na račun prevelikega navdušenja okoli kriptovalut. Vendar se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Dogecoin, even though it was obviously created as a joke, it actually does have a much higher transaction volume capability than Bitcoin. Namesto da bi izginil, je Dogecoin eksplodiral, podprt s strastno skupnostjo, lahkotno blagovno znamko in internetno kulturo, ki se mu ni mogla upreti. S časoma je Dogecoin dokazal, da je biti mim pravzaprav supermoč. Logotip, Shiba Inu, viralni mimi in humor okoli Dogecoina so mu dali več kot le status kriptovalute. Postal je kulturni fenomen in prav ta edinstvena identiteta mu je omogočila, da ostaja pomemben že več kot desetletje. Ampak ne zavajajte se, v Dogecoinu je več kot le mim. Eden največjih razlogov, da je Dogecoin še vedno med top projekti leta 2025, je njegova močna in angažirana skupnost. Od financiranja jamaške Bob ekipe na olimpijskih igrah leta 2014 do podpore pobudam za čisto vodo v državah v razvoju, lastniki Dogecoina vedno uporabljajo kovanec za dobre namene. Prav kombinacija filantropije in zabave daje Dogecoinu tisto vztrajnost, ki je pri drugih mim kovancih redka. In čeprav je bil Dogecoin sprva zavrnjen kot zgolj internetna šala, so ga začele sprejemati velike družbe kot legitimno plačilno sredstvo. Podjetja kot so AMC Theatres, GameStop in celo Tesla sprejemajo Dogecoin pri transakcijah, kar dokazuje, da lahko skupnostno vodeni kovanci resnično služijo v resničnem svetu. Tehnično se je Dogecoin skozi leta precej izboljšal. Z uvedbo sistema Auxiliary Proof of Work so okrepili varnost omrežja, stalne posodobitve pa so izboljšale hitrost in učinkovitost transakcij. In ko stopamo v leto 2025, razvoj Dogecoina še naprej napreduje s poudarkom na širjenju konceptov, kako ga uporabiti. Seveda, Dogecoin ni brez izzivov. Kot kovanec, ki uspeva na podlagi družbenih omrežij in špekulacij, je njegova cena lahko zelo nestanovitna. Analitiki napovedujejo, da se bo cena Dogecoina leta 2025 gibala med 29 centi in več kot dolarjem, seveda odvisno od tržnih pogojev, aktivnosti skupnosti in makroekonomskih dejavnikov. Nekateri celo menijo, da bi prelom čez dolar lahko potisnil Dogecoin proti $3, vendar kot pri vseh kriptoprojektih nič ni zagotovljeno. Vsekakor pa je Dogecoin že večkrat presenetil pričakovanja. In dokler mimi še naprej vladajo internetu in skupnost ohranja angažiranost, Dogecoin ne bo zgolj preživel, presenečal nas bo še naprej. Kaj menite, ali bo Dogecoin leta 2025 presegal dolar? Bo njegova skupnost ohranila njegovo pomembnost še vrsto let? Pustite svoje mnenje v komentarjih. Sedaj pa še XRP, digitalna vrednost, ki je bila v središču ene najbolj odmevnih pravnih bitk v kriptozgodovini. A za naslovnicami se skriva resen tekmec prihodnosti čezmejnih plačil, saj ga finančne institucije po svetu že vključujejo v svoje sisteme. Kaj torej XRP dela med top kriptovalutami leta 2025? Poglejmo. XRP je ustvaril Ripple Labs leta 2012 z jasnim ciljem narediti globalna plačila hitrejša, cenejša in učinkovitejša. Za razliko od Bitcoina ali Ethereuma, ki se zanašata na rudarjenje, se transakcije z XRP poravnajo v le do 3 do 5 sekundah na XRP Ledgerju, decentralizirani verigi, ki je zasnovana prav za hitrost in nizke stroške. S transakcijskimi pristojbinami, ki so običajno manjše od 1 centa, se je XRP pozicioniral kot most za mednarodna plačila, s čimer bankam in finančnim institucijam omogoča hitro premikanje denarja brez zamud in visokih stroškov tradicionalnih bančnih sistemov. In finančne institucije so to tudi opazile. XRP je že integriran v plačilne mreže po vsem svetu s strateškimi partnerstvi v bankah in financah, kar mu daje prednost pred številnimi drugimi kriptovalutami. Ko se globalna uporaba blockchain tehnologije pospešuje,
zaključuje, bi lahko XRP igral ključno vlogo pri oblikovanju mednarodnih denarnih tokov. Ampak, če ima XRP toliko potencijala, zakaj je tako pod drobnogledom? Odgovor leži v eni izmed najpomembnejših pravnih bitk v kriptodovini, primer XRP proti Ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo SEC. Od leta 2020 se Ripple Labs bori v tožbi, ki razpravlja o tem, ali naj se XRP obravnava kot vrednostni papir. Primer ima ogromne posledice ne le za Ripple, ampak za celotno kriptoindustrijo. Pozitivna rešitev bi lahko odprla vrata za več institucionalne adopcije, negativna pa bi lahko prinesla regulativne ovire. Nedavne sodne odločitve so bile večinoma v prid Ripple, saj je sodnik odločil, da XRP sam po sebi ni vrednostni papir. Ta odločitev je povečala zaupanje investitorjev in z nadaljnjim pravnim pojasnjevanjem, ki se pričakuje v letu 2025, analitiki napovedujejo, da bi lahko ugoden izid znatno dvignil ceno in uporabo XRP. Ampak, kljub pravnim izzivom XRP še naprej raste. Ripple Labs aktivno širi ta ekosistem, dela na integracijah med verigami, rešitvah za decentralizirane finance in sklopih finančnih partnerstev. Ker se povpraševanje po hitrih in poceni mednarodnih plačilih povečuje, ima XRP svojo praktično uporabnostjo edinstveno prednost pred številnimi drugimi kriptovalutami. Kar pa se tiče trga, se napovedi cen za XRP v letu 2025 zelo razlikujejo. Med $1,50 in več kot $5. Je vse odvisno od nadaljne regulativne jasnosti in hitrosti, s katero institucije vključujejo to tehnologijo. Ena stvar pa je gotova. XRP ni zgolj špekulativna naložba, ampak kriptovaluta zasnovana za resnično uporabo, katere prihodnost je tesno povezana z razvojem globalnih financ. Tako, obravnavali smo nekaj najbolj vznemirljivih kriptovalut, ki jih je vredno spremljati letos, od hitrih in razširljivih omrežij do skupnosti, ki jih ženejo mimi in finančnih inovatorjev. A nobena razprava o prihodnosti kripta ne bi bila popolna brez omenjanja tistega kovanca, ki je začel vse, Bitcoina. Bitcoin ni le kriptovaluta, ampak temelj celotne industrije, originalna, decentralizirana digitalna vrednost in merilo, po katerem se ocenjujejo vse ostale kriptovalute. Za razliko od mnogih novejših projektov, ki se osredotočajo na hitrost, pametne pogodbe ali nišne aplikacije, je Bitcoin vedno navduševal s svojo preprostostjo in odpornostjo. Ustvarjen kot odgovor na finančno krizo leta 2008, Bitcoin ni bil zgolj eksperiment, bil je izjava. Digitalna vrednost, ki je ne more nadzorovati nobena vlada ali centralna banka, odporna na inflacijo in manipulacije z denarjem. In leta 2025 je njegova vloga kot zaščita pred gospodarsko negotovostjo še bolj aktualna. Eden največjih dejavnikov dolgoročne vrednosti Bitcoina je institucionalna adopcija. Kar so nekoč mnogi zavrnili kot internetno mujo, je zdaj prepoznano kot legitimna finančna naložba. Velika podjetja, hedge skladi in celo vlade dodajajo Bitcoin v svoje rezerve. Odobritev spot ETF-ov je tradicionalnim investitorjem olajšalo vstop. Finančni velikani, kot so BlackRock, Fidelity in Goldman Sachs, pa so sedaj aktivno vključeni na trgu. S tako močno institucionalno podporo Bitcoin ni več zgolj sredstvo za kriptonavdušence, postaja temelj sodobnih investicijskih portfeljev. Hkrati pa vgrajena redkost Bitcoina še naprej spodbuja povpraševanje. Za razliko od fiat valut, ki jih lahko centralne banke tiskajo v nedogled, ima Bitcoin fiksno ponudbo 21 milijonov kovancev. Vsaka 4 leta omrežje doživi prepolovitev, kar zmanjša število novih kovancev. Zadnja prepolovitev, ki se je zgodila aprila 2024, je zmanjšala nagrado na 3,125 Bitcoin.
bitcoina, s čimer je postal še redkejši. Zgodovinsko gledano je vsaka prepolovitev sprožila bikovski trend, saj se zmanjšana ponudba sreča z naraščajočim povpraševanjem. Če se ta vzorec ohrani, bi bitcoin lahko dosegel nove najvišje vrednosti leta 2025. Nekateri analitiki celo napovedujejo porast proti 150.000 ali pa še višje. Ta učinek redkosti neposredno vpliva na bitcoin kot zlato. Več stoletij je bilo zlato uporabljeno kot zaščita pred inflacijo in gospodarsko nestabilnostjo. Bitcoin pa ta koncept popelje korak dlje. Lažje ga je shranjevati, prenašati in ga ni mogoče zaseči brez dostopa do zasebnih ključev. V državah, kjer je inflacija brez nadzora, kot primer v Argentini in Turčiji, že opažamo porast sprejemanja bitcoina, saj ljudje iščejo način, kako zaščititi svoje premoženje. In kot centralne banke raziskuje CBDC-je ali digitalne valute centralnih bank, se povpraševanje po res decentralizirani alternativi le povečuje. Seveda pa se je bitcoin soočal tudi z izzivi, zlasti na področju regulacije. Vlade po svetu že leta razpravljajo, ali naj kriptovalute sprejmejo ali omejijo. Ako stopamo v leto 2025, regulativno okolje počasi zre. Države, kot sta Japonska in El Salvador, so bitcoin že popolnoma vključile v svoja gospodarstva, medtem ko ZDA in Evropa pripravljajo jasnejša pravila. Namesto da bitcoin potisnejo na rob, regulacije pomagajo trgu pridobiti legitimnost in stabilnost, kar ga naredi privlačnejšega za institucionalne investitorje. Hkrati se bitcoinova tehnologija še naprej razvija. Čeprav so ga kritizirali zaradi visokih pristojbin in počasnih transakcij, rešitev po drugi strani, kot je Lightning Network, omogočajo hitrejše in cenejše transakcije. S tem bitcoin ne deluje le kot shranjevalec vrednosti, temveč postaja tudi praktično plačilno sredstvo. Ko se te tehnologije nadaljno razvijajo, lahko bitcoin igra večjo vlogo v vsakdanji trgovini, s čimer se zmanjšuje razlika med naložbeno vrednostjo in praktično uporabo kot globalne valute. Po več kot 15 letih bitcoin dokazuje, da ni zgolj prehodna muja, ampak ostaja tukaj. Preživel je med medvedjimi trgi, pravne bitke in tisoče tekmovalnih kriptovalut. Ostaja najbolj varno, decentralizirano in prepoznavno digitalno sredstvo na svetu. Ne glede na to, ali si dolgoročni investitor, ki išče zaščito pred inflacijo, ali pa verjameš v prihodnost decentraliziranih financ, bitcoin je še vedno najpomembnejša kriptovaluta za lastništvo leta 2025. Torej, vprašanje je, kam bo bitcoin šel naprej? Ali bo prelomil $200,000 ali bo kakšen drug kovanec izzival njegov položaj? Pusti svoje mnenje v komentarjih. In če ti je bil všeč ta pregled 5 najpomembnejših kriptovalut, pozabi všečkati, naroči se na kanal in se vidimo naslednjič. Čau!